internet, spletne stranke, izveš iz nje veliko. Ja, nekaj, kar se lahko gor povežeš, da se z drugimi, kako bi rekel, ne vem, da kaj objaviš gor ali pa zabavaš. Si predstavljam eno halo z milijon serverji ogromnimi, samo to nekje v Ameriki. Deutlich geisteskrank! 3 bis minus 10. Herzfrequenz des Fokus. Kdaj pa ti uporabljaš internet? Takrat, ko gledam risanke. Še kaj druga? Ne. Samo risanke? Porazdeljeni so Kitajska, Amerika, Evropa, Anglija. Pa v Sloveniji je kaj? Ja, BT Junkie, za torrente, recimo. Ja ne, nasploh, da internet lahko laufa. To so pa samo kabli. Če ga nimaš, si nekako out. Ko klikam na slikice, to je za ko si delam risanke, ker bom gledal takrat mi ni treba pomagati za YouTube, pa mi morate napisati. Kaj pa ti napiše? Napiše mi YouTube. Ko je tudi sama začela surfati po YouTubeu in takih videosajtih ali pa po sajtih od velikih studijev od risank, je da, jaz sem ji pokazal vstop, nek vhod in od te točke naprej se sama naučila znajti. Naučila se tiste interfejs angleščine, kaj pomeni next, kaj pomeni pause. Prvo, približno mi pove, kaj si želi, kaj mu tisto vtipkam, recimo, zaželi si, ki se je Titanik potopil, mu tisto zadevo dan, potem pa se po neki vsebini tak ali tak kar nadaljuje, pa lahko v bistvu kar nekaj časa sam klika naprej zadeve v te teme naprej, ki ga pač zanima. Naučila se logiko virtualnega prostora, da je povsod lahko exit in da je povsod lahko naslednja postaja. Temu lahko rečemo, da se je mičkano začela učiti nelinearnega, abstraktnega, informacijskega ambienta. Imam eno rečico, pa tako delam, če malo pogledam stran, pa spustim rečico, se noter vzemem ali pa v morje zabijem, pa moram pa nekaj nazaj klikniti. Temu mi samo lahko rečemo, da je to substitut za televizijo, ona tega tako niti ne doživlja. To je pač nabor zaslonov okrog mene, ona za stekleno površino ne ve, kaj se nahaja in ali je to prišlo po etru, kablu od Telemacha ali... Sam skozi eno tako luknjico smo govorili, to so bili pa neki zvočniki, ko smo se lahko pogovarjali. Kaj pa se pogovarjate s prijatelji na internetu? Kaj delamo, če se imamo fajn, kje smo, pa podobne stvari. Vprašamo, ne vem, kaj je bilo za nalogo, pa če kaj pišemo. Ne, če je kakšna skrivnost, pa pol, če je kakšen zraven ali kaj, da pač povem pol, da bi pa vsi slišali, pa bi naprej povedal. Ko se jim zdijo mogoče toliko pomembne, da bi jih delili z ostalimi ali pa jih zgolj zaradi tega, ker nima karkoli za delati. V bistvu vse skupaj ni nič pametnega, to je največji absurd. Facebook pravijo naši otroci tudi, da ima 99% naše šole na Facebook. Od učiteljev ima mogoče na naši šoli, ne vem, če jih ima 5, recimo da 10. Se je tak polovic ne poznam, ko me vprašaš, da je za prijatelj stopam potrdim. Franci Matoz, pa Danilo Turk me ni sprejel. Blaž, on ima ogromno prijateljev, njemu je to ful dobro. On jih nabira. Ne vem, pri kjer številu je. Takrat
takrat smo se še ful družili Slovenci v igrici, nas je bilo okoli 100 in smo bili skupaj povezani v klanu in pol smo se pač cele dneve pogovarjali prek računalnika, tako po več ljudi naenkrat in je bilo ful hudo. Pa skupaj smo igrali cele dneve. No, kaj je še kaj dobrega na internetu? Kakšne igrice, tako, ki niso na Facebooku, kaj drugega? Kot na primer? Ja, zdaj pač mi je en prijatelj za eno igrico, ne vem kaj je že povedal, je tako kot, da imaš eno sekiro, pa pač hodiš tam, pa moraš te ene pošasti napadajo, ja, pa igraš. Pojejo še kaj na hitro zraven. Mogoče razdražljivost, pa je določena odvisnost od igric, ne. Glih, ne vem, če verjetno je razlagal o teh sendvičih, ne, to je zdaj že problem, ne, če pride domov, pa ne dovolim, da se vklopi računalnik, ne, in kaj pa sendviči, ne. Bojo propadli sendviči, ne, in to je že malo kreganje zraven, ne. Tako da to mi ni všeč. Kaj se ti zdi, da kaj zamujaš, kadar nisi online? Ja, včasih. Kaj pa? Ja, ne vem, ko pozabim dati te sendviče ali pa kaj takega. Ležijo na tleh, ker nimajo nič za jest, pa ti nič denarja ne dajo, ko pridejo v restauracijo. Pač moraš ti enkrat posaditi kakšno zelenjavo ali pa kaj in pa moraš čez 3 dni ali pa 2, odvisen kaj posadiš, pač jo pobrati, če ne ti pa zgnije. Lahko kradeš avte pa to, pa se strilaš. Prvi del turnamenta se pa strilaš, pa je taka fantazijska. Pol kakšno igrico igram, pol sem boljši od prijateljev, da se pol malo považam. Tam smo tudi si gradili svoj lik, pa tekmovali, pa hoteli biti boljši. Nisem bil nikoli, ker nisem imel veliko časa. Pač veliko nisem špilil to, da bi lahko bil res boljši. Pa sem bil pa bolj tak srednji. O smiselnosti iger ne zdaj kot o treningu za koordinacijo in za reflekse, ampak kot o treningu za življenje v povezani družbi. In tu vidim igre kot seksi pred sobo, ker to je nekaj, če se v šoli ne moreš naučiti. Se ti zdi, da si včasih več igric špilil? Ja, ful. Zakaj pa je bila vmes sprememba, da se ti zdi, da jih ne moreš? Ne vem, začel sem ven hoditi, kdaj. Včasih sem skozi hotel doma igrati, zdaj pa ne več. Kaj bi pa drugače počeli, če ne bi bil na internetu? Nogomet bi igral, pa mogoče tudi košarko. Zdaj pa ne igraš? Zakaj ne? Ne da se mi. Saj bi bil pa več zunaj, pa bi kaj drugega pač delal. Kaj recimo bi delal namesto tega, da si na internetu? Ja, bi na računalniku kakšne igrice, ki niso z internetom povezane, igral. Če ne bi imel interneta, ne vem, nogomet bi šel igrati. Sam se mi ne da, ker nisem dober pri tem. Eni sploh drugo nemajo kako pa šolo, pa te na internet. Starejši letujemo, manj hodijo ljudje na internet, pa na kom, vsaj pri nas tako. Ali ima on namesto druženja z 6 fanti na nogometnem igrišču zdaj neko druženje s 106 fanti na World of Warcraft? Če je bil to šport, bi bil med najboljšimi. Socialna skupina, ki je pa pravzaprav skupina identičnih ljudi iz enega samega okolja, ki so soočeni samo z enim setom zunanjih okoliščin, ali so ta znanja in veščine zadosti za življenje v sodobnem svetu, ali je morda interesantno razmisliti,